Današnje predavanje, ali pa pravzaprav mali video, ima naslov Kaj imajo očala s storitvenim oblikovanjem? Preden pridemo do očal, si poglejmo nekaj osnov. Kaj so storitve? Ko si zastavimo omenjeno vprašanje, se nam vsaj v grobem zdi, da vemo, za kaj gre. Poskus odgovora pa pravzaprav razkrije, da je naše vedenje oziroma razumevanje samega pojma precej pomanjkljivo. V storitvah namreč precej slišimo, jih uporabljamo dnevno, zavestno ali ne. Pojem pa se tudi velikokrat pojavi tudi v našem govoru ali v pisanju. In prav zadnje, to se pravi, da znamo pravzaprav redno, dnevno uporabljati sam izraz storitve, nekje pravzaprav nam daje vedeti, ali pa saj mislimo na podlagi tega, da besedo razumemo. Ko pa smo, kot rečeno, njen pomen primorani razložiti, pa se ponavadi v zadregi, ker pravzaprav ne vemo, kako bi sam pojem definirali, zatečemo k naštevanju različnih vrst obstoječih storitev. Naprimer, gostinske, poštne, bančne, zdravstvene, transportne in seveda vse do oblikovalskih. Zato, da ne odkrivamo tople vode, si pomagajmo slovarjem. V Merriam-Websterovem slovarju storitve označijo za koristno delo, ki ne ustvarja oprijemljivega blaga. Ključ za razlikovanje je torej pravzaprav ravno v tisti eni sami besedi in to je v oprijemljivosti. Če klasično delo trdimo, upravlja, pa če je nek rezultat samega klasičnega dela oprijemljiv produkt, je pravzaprav pri storitvah ta produkt, končni produkt, neoprijemljiv. Sedaj, ko smo si pogledali, kaj pomenijo storitve, pa poglejmo še, kaj pomeni oblikovanje, ali bolje, kaj sploh je oblikovanje. No, tudi tu si bom naslonila na obstoječo definicijo. Definicijo, ki jo je leta 2004 pripravilo Mednarodno združenje industrijskih oblikovalcev, ICSID. Navedla bom pravzaprav zgolj začetni del definicije, tam, kjer definirajo namen oblikovanja. In ta je: oblikovanje je ustvarjalna dejavnost, katerem namen je vzpostavitev mnogoterih lastnosti predmetov, procesov, storitev in sistemov skozi ves njihov življenjski ciklus. Oblikovanje je torej, kot definirajo v omenjeni definiciji, osrednji dejavnik inovativne humanizacije tehnologij in temeljni dejavnik kulturne in ekonomske izmenjave. Vse do sedaj povedano, to se pravi sama neka definicija storitve in na drugi strani definicija oblikovanja, nas pripelje pravzaprav do združitve obeh pojmov. S tem, ko pa zgolj omenimo že, ali pa samo na podlagi teh definicij, ko začenjamo omenjati o združevanju storitev z oblikovanjem, pa pravzaprav pridemo do točke, ko se številni klasični oblikovalci v nekem trenutku skoraj da zgrozijo. Zakaj? Če se spomnimo prej na besedo, ki je bila najbolj ključna pri definiranju storitev, to je neoprijemljivo, in seveda oblikovanjem, ki se na nek način definira s tem, da nekaj oprijemljivega proizvaja, poraja vse skupaj se, ali pa nekje ustvari vprašanje, si lahko pravzaprav predstavljate disciplino oblikovanja brez samih izdelkov. Si lahko pravzaprav predstavljate neoprijemljivo oblikovanje. In prav tukaj, ko pridemo do izraza neoprijemljivo oblikovanje, pravzaprav pridemo do tako imenovanega glavne teme današnjega tega predavanja in to je storitveno oblikovanje. In slednje nas pripelje do naslednjega ključnega vprašanja in to je, kaj je storitveno oblikovanje. Storitveno oblikovanje v interdisciplinarnem pristopu zajema prevajanje res kompleksnih sistemov v razumljive ter uporabne storitve. To je res nekje najbolj ključno. To se pravi, da prevzamemo neko širšo, čim bolj kompleksno sliko in naloga oblikovalca je, da to poenostavi, tako da pravzaprav vsem deležnikom v samem procesu je postopek razumljiv in pravzaprav učinkovit. In z vključitvijo oblikovanja na področju storitev ustvarjamo korist za končnega uporabnika v povsem različnih sektorjih, ne glede na to, ali gre za zasebno ali pa gre seveda za državno sfero. Brigitte Mager, lahko bi jo imenovali tudi mater storitvenega oblikovanja, v svoji definiciji kot temeljno nalogo storitvenega oblikovanja definira naslednje. Citiram: vizualiziranje, formuliranje in koreografiranje rešitev, ki nam do tistega trenutka še niso bile poznane ali pa nam niso bile dostopne. In prav v tej točki pravzaprav se po Magerjevi ideja storitvenega oblikovanja nekaj najbolj približa samemu razumevanju klasičnega predmetnega oblikovanja, ki pravzaprav, kot definira tudi ona in kot seveda oblikovalci to vemo,
V osnovi prav tako išče še nepoznane nove potencialne rešitve problemov, s katerimi se oblikovalec pri svojem delu dnevno srečuje. Storitveni oblikovalci torej so, ali pa pravzaprav njihova naloga je, da opazujejo in interpretirajo potrebe ter obnašanja in jih spreminjajo v potencialne storitve. Storitveno oblikovanje oblikuje neoprijemljive izdelke, ki so iz stališča uporabnika uporabni, koristni in všečni, medtem ko so za tistega, ki storitve ponuja, drugačne, učinkovite in zmogljive. Preden pridemo do metodologije in samim primerom iz prakse, pa poglejmo še zelo na kratko v preteklost. Po italijanskem oblikovalcu in pedagogu Ezio Manciniju storitve pravzaprav obstajajo že od vsega začetka zgodovine, od prve interakcije, ki se je zgodila med dvema človekoma. In najverjetneje so obstajale, kot omeni Shelley Evanson, da so pravzaprav storitve obstajale že pred samimi izdelki. In to pravzaprav nekje poraja vprašanje, na kakšen način so nastajale, kako so bile načrtovane. Z vedenjem, da je pravzaprav oblikovanje, profesionalno oblikovanje ali pa profesionalni oblikovalec kot poklic, na področje storitev vstopil šele 2 desetletji nazaj. Vse to nam da vedeti ali misliti, da so pravzaprav storitve skozi ta čas, vse do 2 desetletji nazaj, nastajale spontano in nezavedno. In glede na povedano, pravzaprav, da oblikovanje in storitve se prvič nekje načrtno povežeta šele dobri 2 desetletji nazaj, seveda odpre naslednje vprašanje, zakaj pravzaprav obrat k stroki oblikovanja ali še bolj pravilneje, zakaj oblikovanje v storitvah prepoznava nek potencial. Po že omenjeni Brigitte Mager sta za vzpon storitvenega oblikovanja ključna 2 neka koraka. Prvi je to, da se pravzaprav zgodi premik družbe od industrijske k informacijski, in pravzaprav lahko rekli informacijski in storitveni dobi, ter zavedanje, da klasično k proizvodnji orientirano oblikovanje enostavno ni več dovolj. Ob tem pa je nujno dodati, da se storitveno in industrijsko oblikovanje, to je res ključno, ker to je predvsem za Slovenijo, da se samo storitveno oblikovanje in industrijsko oblikovanje ne izključujeta, ampak pravzaprav tketa trdno vez nekega širšega konteksta. Zaradi tega, ker pravzaprav vsak izdelek umeščamo v nek širši kontekst in šele na podlagi tega razumevanja lahko veliko bolje oblikujemo potem tudi nek končni produkt, kot če bi ga pač oblikovali zgolj v nekem izoliranem pogledu, brez tega poznavanja in razumevanja kot že omenjenega tega širšega konteksta. V definiciji storitvenega oblikovanja Magerjeva še zapiše, da med 60 in 70 po zadnjih podatkih, ki jih bom v nadaljevanju nanizala, pa pravzaprav se številka že giblje proti 80%. To se pravi, da storitve že nekje do 80% predstavljajo bruto domačega proizvoda v razvitih državah danes. Kljub omenjenemu pa je pomembno imeti v mislih tudi nasprotno stran kovanca. V poročilu z naslovom Stanje oblikovanja s poudarkom na industrijskem oblikovanju kot dela kreativnih industrij za področje storitvenega oblikovanja zapišejo naslednje. Med podjetji, sicer malo številnimi, ki so ob zavrnitvi sodelovanja posebej navedla, da na vprašalnik ne morejo odgovoriti, ker po njihovem mnenju vprašanja o oblikovanju za njihovo dejavnost niso relevantna, so bila izključno storitvena podjetja. To dejstvo kaže, kako še nadaljujejo v poročilu, na neosveščenost o pomenu in uporabi oblikovanja med nekaterimi storitvenimi podjetji ter slabo razvitost oblikovanja storitev pri nas. Glede na to, da je vsak proizvod oziroma storitev oblikovana, kljub temu, da ga ni oblikoval profesionalni oblikovalec, lahko sklepamo, da gre v primerih teh podjetij za oblikovanje, ki poteka v določenem smislu nezavedno. Se pravi, kot rečeno, pri nas smo še vedno na začetku zgodovine. Tudi na strani profesionalnega oblikovanja, da ne bo žal temu tako pomote, stanje ni prepričljivejše. V omenjenem poročilu namreč zapišejo: v sliki predstavljamo strukturo anketiranih oblikovalcev glede na področje oblikovanja, s katerimi se najpogosteje ukvarjajo. Pomembna ugotovitev je, da se nihče od anketiranih oblikovalcev ne ukvarja z oblikovanjem storitev kot glavno dejavnostjo, kar več kot jasno kaže na to, da področje oblikovanja storitev v Sloveniji ni razvito. Kje torej smo? Iz vsega do sedaj povedanega pravzaprav
pridemo do tega, da je med temi, ki storitve ponujajo, in temi, ki bi lahko te storitve potencialno oblikovali, pravzaprav nek ogromen razkorak. In če ne drugega, bi si želela, ali pa bi bil en tak krasen rezultat samega tega celodnevnega simpozija in delavnic, ki bojo temu simpoziju še sledile, je pravzaprav to, da bi se tako eni in drugi vsaj prepoznali kot potencialni sogovorniki. Medtem ko pri nas pravzaprav, kot rečeno, sledimo temu razkoraku, pa pravzaprav v tujini nastajajo številni odlični projekti, ki so z vključitvijo profesionalnih storitvenih oblikovalcev omogočili tako uporabnikom, kot tistim, ki storitve upravljajo, veliko višjo učinkovitost, ali pa veliko boljšo učinkovitost, višjo uporabnost in res enkratno ali pa res enostavno tudi zmogljivost. Torej, ali je končno že čas za očala? Kot rečeno, na podlagi vsega naštetega je med ponudniki storitev in oblikovalci pravzaprav zevajoč prostor. Seveda lahko pa pogledamo na to stvar iz tudi pozitivnega pogleda, je pa tudi ogromen prostor, ki ponuja neko odlično sodelovanje. In pravzaprav s tem, ko pridemo do sodelovanja, pa pridemo do temelja metodologije storitvenega oblikovanja in na ta način tudi končno pridemo do omenjenih očal iz naslova samega predavanja. Za lažje razumevanje, kako pravzaprav ali pa kakšno vlogo očala igrajo v storitvenem oblikovanju, se mi zdi pač najbolj smiselno, da vzamemo nek konkreten primer. In predlagam, pravzaprav izbrala sem si primer urgence. S tem, ko pravzaprav rečemo, da je osnovna metodologija storitvenega oblikovanja sodelovanje, pravzaprav s tem res dobesedno mislimo vse deležnike, ki v nekem procesu, ko pač pride do samega podajanja, nudenja storitev, vse te deležnike, kakšen je njihov pogled na samo ali pa njihova soudeležba, aktivna ali pasivna v samem tem procesu. V našem, to se pravi urgentnem primeru, torej moramo slediti tako, naprimer, fantu, ki ima zvin gležna, do mami in bratcu, ki sta tega fanta z zvinom pripeljala na urgenco, do medicinske sestre, ki jo sprejme v sprejemni pisarni, do samega zdravnika v, naprimer, ambulanti B, ki je namenjena lažjim poškodbam, do vsem ostalemu medicinskemu osebju, to se pravi od bolničarja do radiologa, do mavčarja, do kirurga, vsem ostalim, ki so nekje sočakajoči v čakalnici, do tudi pomožnega osebja, to se pravi od čistil, hišnika, tehnika, do seveda tudi predstojnika oddelka za urgentno medicino in seveda ne smemo pozabiti tudi do zavarovalniškega uradnika, ki pravzaprav nekje konstantno meri samo učinkovitost in porabo. Ob tem je pomembno poudariti, da samega sodelovanja seveda ne smemo razumeti v klasičnem pomenu besede, torej da se strani rečemo naročnika, to se pravi v našem primeru bilo verjetno, da to Univerzitetni klinični center, urgenca, urgentni del, da naprimer se strani naročnika prejmemo neke osnovne informacije, po možnosti, če pač imamo malo več časa, si vzamemo pravimo še neko anketo, kjer pravzaprav upamo, da ljudje, kar se da, nam ponudijo nazaj neke verodostojne podatke. In na podlagi teh osnovnih informacij strani naročnika in nekih anket, na to gremo domov in se zamislimo, gledamo v daljavo, dobimo navdih in oblikujemo celotno storitev. Ne, to je pravzaprav nekje najbolj zmotno in pravzaprav sam korak pravzaprav gre ravno v nasprotno smer. Torej, to, kar je pomembno, da poleg teh prejetih informacij se strani naročnika, že omenjenih anket in seveda vseh pogovorov z deležniki, ki jih kot oblikovalci opravimo, ampak pravzaprav to, kar je nekje najbolj ključno in tukaj pridejo pravzaprav v ospredje že omenjena očala iz naslova, je, da smo celoten proces nudenja in sprejemanja storitev sposobni kot oblikovalci pogledati skozi očala posameznega deležnika. Torej, da smo sposobni pogledati skozi očala fanta, ki pride na urgenco, ki ga pripelje mama na urgenco z zvinom, ki ga seveda hkrati, ko ga boli sam gležen, ga morda še toliko bolj boli vedenje, da najverjetneje več kot 1 mesec ne bo mogel igrati košarke. Hkrati imamo tukaj mamo, moramo pogledati skozi njena očala, ki je seboj poleg tega, da jo skrbi za sina z zvinom, bila primorana seboj pripeljati še bratca, ki je premajhen, da bi lahko ostal sam doma in pravzaprav že
ga je v zadnjih 2 uri bilo nemogoče prepričati, da bi vsaj 5 minut sedel v primeru. Potreba je pogledati celoten proces skozi očala medicinske sestre v sprejemni pisarni, na katero je pravzaprav preložena ogromna odgovornost, da pravzaprav vsakega sprejetega pacienta razporedi glede na stopnjo ogroženosti, hkrati pa pravzaprav bolj ali manj upravičeno se ukvarja in pravzaprav odgovarja na nervozne zahteve pacientov in predvsem njihovih spremljevalcev. Potreba je seveda pogledati na celoten proces skozi oči dežurnega zdravnika, ki je pravzaprav verjetno že 3. dan dežuren, hkrati mu zavarovalnica nekje določa, da lahko za vsakega posameznega pacienta z lažjo poškodbo se mu posveti za manj kot 5 minut. Vedno je treba pogledati skozi vsa ta očala, vse te deležnike, kot rečeno, v procesu nudenja in sprejemanja storitve, ampak tukaj je pa še en ta res pomemben dodatek. Ko pregledamo vse te deležnike skozi vsa njihova očala, moramo na koncu pogledati na celoten proces, pa še kot oblikovalci. Ker pravzaprav mi, ko dobimo vso to neko kompleksno, ko zgradimo to kompleksno sliko, in takrat moramo narediti ta korak nazaj ali pa korak ven in od zunaj kot oblikovalec ali pa oblikovalka pogledati na celo kompleksno sliko, ki se je pred nami zgradila, in ta proces s tem vedenjem vseh, ki so vključeni aktivno ali pasivno v samo nudenje storitve, da ga pravzaprav se trudimo poenostaviti, da nastane uporaben, razumljiv in seveda, kar se da, učinkovit. In tukaj je glavna naloga, kjer lahko oblikovalec pristopi in pravzaprav naredi to storitev boljšo. To, kar sem nekje skušala povedati, je, da ne gre zgolj za analizo in sintezo, ne gre le zgolj za neko sposobnost uživljanja v vsakega deležnika posebej. Ampak gre pravzaprav za razumevanje, da pravzaprav vsi našteti z oblikovalcem vred smo soudeleženi v tem procesu in da se tega nekje soustvarja in da naloga oblikovalca je, da delno z samimi deležniki, zaradi tega, ker tukaj je prav to, da znamo poslušati, da znamo pozvati in pravzaprav neke te spontane reakcije znamo tudi vključiti v neko načrtovano oblikovanje. In na drugi strani seveda delno kot samostojni, in to je tisto omenjeno, ko stopimo pravzaprav ven in pogledamo na samo celoten proces, kjer smo sposobni videti tako se strani tega, ki storitve uporablja in tistega, ki storitve ponuja. In tukaj je pravzaprav menjava očal res ključna, saj pravzaprav s tem, ko menjamo očala, pravzaprav menjamo perspektivo in na ta način pride do neke široke ali pa pač razprte mreže različnih potencialnih povezav, ki že obstajajo ali bi lahko obstajale, da pridobi to novo znanje in ga pravzaprav preoblikuje v neko novo celovito sliko in omogoči kvalitetno oblikovanje storitve. Sama pot načrtovanja same storitve se tu ne konča. To, kar je izredno pomembno, je, da takrat, ko oblikovalec pride do neke nove potencialne rešitve, to pravzaprav gre in na samem licu mesta tudi preizkusi. Preizkusi z vsemi deležniki in glede na pridobljeni odziv sledi ponovno preoblikovanje zastavljenega in šele takrat, ko pravzaprav testi pokažejo, da prihaja do neke učinkovitega, enostavnega, uporabnega procesa, takrat pravzaprav sledi šele implementacija omenjene storitve in nato končnega merjenja učinka. In zadnje nas pravzaprav pripelje do 3 ključnih korakov vsakega storitvenega oblikovanja. Prvi korak, evalvacija obstoječega stanja, drugi korak, načrtovanje rešitve in tretji korak, merjenje učinka. Preden zaključim, se bi rada na kratko ustavila še pri samem stanju v Sloveniji. To, kar se mi zdi pomembno omeniti v tem trenutku je, da se pravzaprav neke spremembe na sistemski ravni dogajajo tudi pri nas. V letu 2013-2014 naj bi v okviru magistrskega študija na oddelku za industrijsko oblikovanje in unikatno oblikovanje storitveno oblikovanje kot samostojni predmet prvič vstopilo v neko samo slovensko visokošolsko izobraževanje. Ob tem, da pravzaprav sam seminar iz področja storitvenega oblikovanja, pa pri predmetu razvoj in teorija oblikovanja že od šolskega leta 2009-2010. Študenti se, poleg tega, da se v času tega seminarja, vsakoletnega seminarja, seznanijo s primeri dobrih praks,
Pridobijo tudi neko osnovno teoretično znanje, omenjeno metodologijo, kako pravzaprav se lotiti samega storitvenega oblikovanja. Hkrati pa imajo nekje v okviru samega seminarja tudi priložnost, da metodologijo preizkusijo v praksi, srečajo se z raziskovanjem in iskanjem potencialnih novih rešitev, kot seveda izboljšav obstoječih storitev nekje na različnih področjih storitvenega sektorja. Za konec se ustavimo še pri bistvu. Bistvo je pravzaprav v vedenju, da je vse, kar je okoli nas, oblikovano. Pa če je oprijemljivo ali neoprijemljivo. In to, kar je oblikovano, je pravzaprav oblikovano dobro ali pa slabo. In zato, da bo rezultat dober, to je verjetno vsem v interesu, in pravzaprav zadovoljiv za čim večje število deležnikov, je nujno prepoznati njihovo vlogo, aktivno pritegniti k soustvarjanju. Toda zato, da pride do nekega sooblikovanja, pa je nujen še zunanji element, in ta zunanji element je pravzaprav oblikovalec ali oblikovalka, ki v sam proces načrtovanja ali pa, če hočete, oblikovanja storitve, pripelje znanje, kako kompleksne procese prevesti na kar se da uporabne, enostavno razumljive in učinkovite procese, ob tem, da se oblikovalec zaveda, da ga lahko do odličnega rezultata pripelje omenjena veščina in predvsem sposobnost v procesu dela menjati očala.